Zakaj je bila Nemčija tako učinkovita med Prvo svetovno vojno? V tem videu bomo to izvedeli, zato začnimo. Leta 1914 se je začela Prva svetovna vojna. Na eni strani sta bili Nemčija in Avstro-Ogrska. Kasneje sta se jim pridružili še Osmansko cesarstvo in Bolgarija. Njihovo skupino so imenovali centralne sile. Na drugi strani pa so bile Francija, Velika Britanija in Rusija. Njih so imenovali zavezniške sile. Zavezniške sile so imele večje skupno prebivalstvo in vire. Zato je bila vojna za Nemčijo že od začetka velik problem. Nemčija je namreč morala bojevati na dveh frontah, na zahodu proti Franciji in Veliki Britaniji, na vzhodu pa proti Rusiji. To pomeni, da je morala Nemčija svojo vojsko razdeliti na dve veliki območji. In še preden se je vojna sploh začela, je imela Nemčija že načrt za takšno situacijo. Najprej je želela hitro premagati Francijo, še preden bi Rusija uspela popolnoma mobilizirati svojo vojsko. Zato je leta 1914 velik del nemške vojske poslala na zahod, da bi napadla Francijo. Toda Rusija je ukrepala hitreje, kot je Nemčija pričakovala. Dve veliki ruski vojski sta vstopili v vzhodno Prusijo, ki je bila takrat del Nemčije in blizu Rusije. Le malo nemških vojakov je ostalo v vzhodni Prusiji, saj se je večina njihove vojske borila proti Franciji na zahodu. Zato je bila Nemčija v večji nevarnosti, ko je vstopila ruska vojska. Ampak Rusija je imela velik problem. Komunikacija med obema ruskima vojskama ni bila dobra. Nemčija je prav tako prestregla nekaj njihovih radijskih sporočil. Zaradi tega so nemški poveljniki izvedeli za njihove načrte. In tako so jih lahko obravnavali enega po enega. Avgusta 1914 je potekala bitka pri Tannenbergu. Operacijo sta vodila nemška poveljnika Paul von Hindenburg in Erich Ludendorff. Nemške sile so obkolile velik del ruske druge armade. To je bil ogromen poraz za Rusijo. Na tisoče ruskih vojakov je bilo ubitih in ranjenih. Veliko jih je tudi zajela Nemčija. Zaradi tega je bila ruska druga armada skoraj popolnoma uničena. Njen poveljnik, general Aleksander Samsonov, si je po porazu vzel življenje. Po bitki pri Tannenbergu se je Nemčija soočila še z eno rusko armado v vzhodni Prusiji. Tudi to so premagali in ruske sile so bile prisiljene v umik. A to še ne pomeni, da je Rusija že izgubila vojno. Rusko cesarstvo je bilo zelo veliko in imelo je še vedno veliko vojakov. Boj na vzhodni fronti se je nadaljeval še več let. Medtem ko se je Nemčija borila proti Rusiji na vzhodu, se je na zahodu odvijala še večja vojna. Prvotni načrt Nemčije, da hitro premaga Francijo, ni uspel. Do konca leta 1914 sta obe strani izkopali dolge jarke. Jarek je globoka izkopana jama, ki so jo vojaki uporabljali kot zaščito pred kroglami in artilerijo. Tukaj se je začelo več let jarkovskega bojevanja na zahodni fronti. Napadati je bilo izjemno težko. Ko so vojaki zapustili Jarek, so morali prečkati odprto območje pod ognjem mitraljezov in artilerije. Zato so bile bitke, v katerih so umrli tisoči, a osvojili so le malo ozemlja. Medtem se je Nemčija še naprej bojevala z Rusijo. Do leta 1917 je v Rusiji prišlo do velike politične krize. Padla je vlada carja, nato pa so oblast prevzeli boljševiki. Nova ruska vlada si je želela končati vojno. Marca 1918 je Rusija podpisala Brest-Litovsko pogodbo in dokončno izstopila iz Prve svetovne vojne. To je bila velika prednost za Nemčijo, saj ni bilo več treba pošiljati velike vojske proti Rusiji. Nemčija je zdaj lahko premestila veliko vojakov z vzhoda na zahodno fronto. Toda pojavil se je nov problem. Leta 1917 so se Združene države Amerike prav tako pridružile vojni proti Nemčiji. Nemški voditelji so vedeli, da bo z nadaljevanjem vojne v Evropo prihajalo vedno več ameriških vojakov in zalog. Zato so morali izvesti velik napad, preden bi zavezniške sile postale premočne. Zato je Nemčija spomladi 1918 začela zaporedne velike napade, imenovane Nemška spomladanska ofenziva. Uporabili so izbrane vojake, da bi poiskali šibke točke v sovražnikovi obrambi in jih hitro prebili. Na začetku je bil nemški napad uspešen. Zavezniške sile so potisnili nazaj in pridobili veliko ozemlja, vendar jim še vedno ni uspelo dokončno premagati sovražnikov. Medtem ko so nemški vojaki še naprej napredovali, so imeli vedno več težav pri prejemanju hrane, streliva in drugih zalog. Veliko jih je bilo že utrujenih in primanjkovalo je novih vojakov.
Zaradi tega so njihovi napadi postopoma oslabeli in se ustavili. Medtem pa so nenehno prihajale nove ameriške čete. Tako da, čeprav je nemška vojska pokazala veliko moč v številnih bitkah, to ni bilo dovolj za zmago v Prvi svetovni vojni. Zdaj pa je tu še pomembnejše vprašanje. Zakaj je Nemčiji uspelo vzdržati več kot 4 leta, čeprav je bila obkrožena z močnimi sovražniki? Kaj je bilo v nemški vojski, vojaškem načrtovanju in gospodarstvu takega, da je Nemčiji dajalo tolikšno moč? In zakaj je kljub vsem tem prednostim Nemčija na koncu vseeno izgubila? Nadaljujmo zgodbo. Da bi razumeli, zakaj je Nemčija pristala v tako težkem položaju, moramo pogledati nazaj, kako se je pravzaprav začela Prva svetovna vojna. Junija 1914 sta bili Avstro-Ogrska in Srbija politična sovražnika. Ena od njihovih spornih točk je bila Bosna, območje na Balkanu, kjer je živelo veliko Srbov. Srbija si je želela, da bi se Bosna približala ali celo priključila k njej. Toda, leta 1908 je Avstro-Ogrska dokončno priključila Bosno svojemu imperiju. Zaradi tega je bila Srbija še bolj jezna. Zato so 28. junija 1914 v Sarajevu ubili nadvojvodo Franca Ferdinanda, ki naj bi postal naslednji vladar Avstro-Ogrske. Ubila ga je Gavrilo Princip, bosanski Srb in nacionalist. Zaradi tega je Avstro-Ogrska okrivila Srbijo. In tukaj se je začela kriza, ki bo pripeljala do Prve svetovne vojne. Toda obstaja velika težava. Zaveznica Avstro-Ogrske je bila Nemčija. Medtem pa je Rusija blizu Srbiji in ni želela dovoliti, da bi Avstro-Ogrska kar tako zavzela Srbijo. Nemčija je obljubila, da bo podprla Avstro-Ogrsko, če bi prišlo do velike vojne. In 23. julija je Avstro-Ogrska poslala ultimat Srbiji. Vsebuje veliko strogih pogojev. Srbija je sprejela večino pogojev, vendar ne vseh. Zato je 28. julija 1914 Avstro-Ogrska napovedala vojno Srbiji. Tukaj se je začel regionalni konflikt, ki je prerasel v veliko evropsko vojno. Rusija je pripravila ogromno vojsko, ker ni želela dopustiti, da bi Srbija izgubila, hkrati pa jo je skrbelo zaradi Nemčije in Avstro-Ogrske. Nemčija je ruske priprave videla kot veliko grožnjo. 1. avgusta je Nemčija Rusiji napovedala vojno. Vendar je Nemčija vedela, da imata Rusija in Francija tesne odnose in vojaško zavezništvo. Zato je zdaj Nemčiji grozilo, da se bo morala hkrati boriti proti Rusiji na vzhodu in Franciji na zahodu. Zato je imela Nemčija načrt. Imenuje se Schlieffenov načrt, katerega ideja je bila preprosta. Najprej hitro premagati Francijo, preden Rusija popolnoma pripravi svojo ogromno vojsko. Ko bo Francija premagana, bo Nemčija večino svoje vojske premaknila na vzhod, da se bo borila proti Rusiji. Toda je težko neposredno napasti Francijo, ker ima močno obrambo na meji z Nemčijo, zato se je Nemčija odločila, da gre skozi Belgijo. Belgija je nevtralna država in ni želela biti vključena v vojno. Nemčija je prosila za dovoljenje, da njena vojska prečka državo, vendar je Belgija to zavrnila. Zato je Nemčija napadla Belgijo. To je bila velika odločitev, saj ima Velika Britanija dogovor, da ščiti nevtralnost Belgije. Ko je Nemčija zavrnila umik iz Belgije, je tudi Velika Britanija napovedala vojno Nemčiji. Namesto da bi se Nemčija borila samo proti Franciji in Rusiji, se je morala zdaj soočiti tudi z Britanskim imperijem. Na začetku je nemška vojska hitro napredovala, prečkali so Belgijo in vstopili v Francijo. Približali so se Parizu in zdelo se je, da bi lahko hitro premagali Francijo. Toda septembra 1914 so jih francoske in britanske sile ustavile v prvi bitki na Marni. Nemška vojska je bila prisiljena v umik. Tu je dokončno propadel načrt, da bi hitro premagali Francijo. Zdaj se je morala Nemčija soočiti z dolgo vojno na dveh frontah. Na zahodu Nemčija ni mogla prodreti daleč, na vzhodu pa se je morala nenehno boriti proti Rusiji. Leta 1915 se je Nemčija bolj osredotočila na vzhodno fronto. Skupaj z Avstro-Ogrsko so sprožili velik napad proti Rusiji. Ruska vojska se je morala močno umakniti in Rusija je izgubila veliko ozemlja. Toda to še vedno ni bilo dovolj, da bi Rusijo popolnoma odstranili iz vojne. Zato je s podaljševanjem Prve svetovne vojne postajalo vse pomembnejše vprašanje, katera stran bo prva ostala brez vojakov, hrane, orožja in denarja. To je bil velik problem za Nemčijo, saj so imeli združeni nasprotniki več virov. Obstaja pa še ena velika težava. Velika Britanija je uporabila svojo izjemno močno mornarico, da je blokirala številne ladje, ki so plule proti Nemčiji. To se imenuje pomorska blokada. Njen cilj je bil preprečiti, da bi Nemčija dobila hrano, surovine in druge pomembne izdelke iz drugih držav.
Dalj časa, kot je trajala blokada, bolj so jo občutili navadni Nemci. Toda preden so se težave v Nemčiji povsem zaostrile, je ta najprej poskušala doseči velik preboj v Franciji. Februarja 1916 je Nemčija napadla Verdun. Verdun je bil za Francijo zelo pomemben, zato je Nemčija vedela, da ga bo francoska vojska branila. Načrt Nemčije je bil prisiliti Francijo, da tja pošlje čim več vojakov, dokler jim ne zmanjka moči, toda Francija ni odnehala. Bitka pri Verdunu je trajala več mesecev in obe strani sta imeli ogromno žrtev. Berlin. Na koncu Nemčija ni dosegla velike zmage, ki si jo je želela. Medtem ko se je Verdun dogajal, sta se Velika Britanija in Francija pripravljali na svoj veliki napad. Julija 1916 se je začela bitka na Somi. Spet je bilo ogromno mrtvih in ranjenih, toda tudi zavezniki niso uspeli prodreti daleč. V bitkah pri Verdunu in Somi je umrlo ali bilo ranjenih ogromno vojakov, toda obe strani sta osvojili le malo ozemlja. Medtem ko se je bitka na zahodu nadaljevala, je imela Nemčija na vzhodu nove težave. Avgusta 1916 se je Romunija pridružila vojni proti centralnim silam. Romunija je upala, da bo pridobila ozemlje od Avstro-Ogrske. Toda Nemčija in njeni zavezniki so hitro odgovorili. V samo nekaj mesecih je bila velik del romunske vojske poražena, Bukarešta, glavno mesto Romunije, pa je bila okupirana. To je bilo za Nemčijo pomembno, ker je imela Romunija nafto in veliko kmetijskih proizvodov. Toda čeprav je imela Nemčija nekaj uspehov, so se težave v Avstro-Ogrski še povečevale. Leta 1916 je Rusija sprožila velik napad proti Avstro-Ogrski, imenovan Brusilovova ofenziva. To je povzročilo ogromno škodo Avstro-Ogrski vojski. Nemčija je morala zato poslati več vojakov in zalog, da bi pomagala svoji zaveznici. To pomeni, da Nemčija ni se mogla ukvarjati samo s svojo lastno vojno. Nemčija je morala pomagati tudi Avstro-Ogrski, kadar je imela težave. Medtem ko se je vse to dogajalo, se je življenje ljudi še bolj slabšalo. V Nemčiji, zaradi britanske blokade in težav s pridelkom, je bilo hrane vse manj. Po zimi 1916 do 1917 je pomanjkanje hrane postalo izjemno hudo. Krompirja je primanjkovalo, zato je bilo veliko ljudi prisiljenih jesti repo kot glavno hrano. To obdobje so poimenovali repina zima. Seveda pa niso vsi jedli samo repo. Vendar ime kaže, kako hudo je bilo pomanjkanje hrane. Veliko družin ni imelo dovolj hrane. Zaradi tega so številni ljudje fizično oslabeli, narasla pa je tudi jeza na vlado in na nadaljevanje vojne. Do leta 1917 so v nekaterih nemških mestih že potekale stavke in protesti. Številni delavci so zahtevali več hrane, boljše plače in konec vojne. Nemški voditelji so vedeli, da bo težko zmagati, če se bo takšna situacija nadaljevala. Zato so sprejeli izjemno veliko tveganje. Nemčija se je odločila, da bo v večjem obsegu uporabila podmornice oziroma učovne proti ladjam, ki so plule proti Britaniji. Cilj je bil prekiniti oskrbo Britanije, da bi jo prisilili k predaji. Vendar je Nemčija vedela, da bi lahko bile prizadete tudi ladje povezane z Združenimi državami. To je bila velika nevarnost, saj bi se Amerika lahko pridružila vojni. Kljub temu so nemški vojaški voditelji verjeli, da lahko oslabijo Britanijo, preden Združene države pošljejo veliko vojsko v Evropo. To se ni zgodilo. Aprila 1917 so Združene države Amerike napovedale vojno Nemčiji. Eden glavnih razlogov je bila ponovna uvedba neomejene podmorniške vojne strani Nemčije, kjer so napadali ladje, ki so plule v vojno območje, pogosto brez opozorila. Obstajal je še en razlog, ki je še dodatno poslabšal odnose. Združene države so izvedele za Zimmermannov telegram, skrivno sporočilo iz Nemčije, ki je predlagalo zavezništvo z Mehiko, če bi se Amerika pridružila vojni. Če bi se Mehika pridružila, je Nemčija obljubila, da bo podprla Mehiko pri ponovnem zavzetju nekaterih njenih nekdanjih ozemelj od Združenih držav. Zaradi tega se je v Ameriki še bolj okrepila podpora za vstop v vojno. To je bil velik problem za Nemčijo. Združene države imajo močno gospodarstvo in ogromno virov. Ampak za Nemčijo je bilo isto leto tudi nekaj dobrih novic. V Rusiji je izbruhnila revolucija. Vlada carja je padla in kasneje so oblast prevzeli boljševiki. Boljševiki so želeli izstopiti iz vojne. Zaradi tega je imela Nemčija priložnost, da se reši vojne na dveh frontah, česar se je dolgo bala. Toda, čeprav je Rusija izstopila, Nemčija ni mogla takoj premestiti vseh svojih vojakov v Francijo.
Še vedno so morali pustiti veliko nemških vojakov na velikih ozemljih, ki so jih zavzeli v vzhodnji Evropi. Kljub temu je bilo še vedno mogoče premestiti veliko število nemških vojakov na zahodno fronto. In to je Nemčija uporabila v veliki spomladanski ofenzivi leta 1918, ki smo jo že prej videli. Na začetku je bil napredek Nemčije zelo velik, ko pa so jim zmanjkale moči in zalog, so napadi prenehali. Tukaj se je potek vojne začel popolnoma spreminjati. Avgusta 1918 se je začel velik protinapad zaveznikov, imenovan ofenziva 100 dni. Skupaj so napadli Britanci, Francozi, Američani in druge zavezniške sile. Imeli so več svežih sil, tankov, artilerije in zalog. Medtem je bila nemška vojska izčrpana in so težko nadomeščali mrtve in ranjene vojake. Nemške sile so se postopoma umikale. Hkrati so eden za drugim padali tudi zavezniki Nemčije. Septembra 1918 je prva kapitulirala Bolgarija. Sledilo je Osmansko cesarstvo oktobra, nato pa Avstro-Ogrska v začetku novembra. Zaradi tega je ostala samo še Nemčija, ki se je borila. Toda tudi v Nemčiji je bila situacija zelo slaba. Primanjkovalo je hrane, vojaki so bili izčrpani in veliko ljudi si je želelo konec vojne. Veliko navadnih ljudi si je želelo konec vojne. Konec oktobra so nemški pomorski poveljniki načrtovali velik napad na britansko floto. Toda veliko nemških mornarjev je zavrnilo ukaz. Niso se hoteli boriti v bitki, za katero so menili, da nima več smisla. Upor se je začel v mornarici in hitro razširil. Protesti in upor so izbruhnili v različnih nemških mestih. Delavci in vojaki so se pridružili. Ko so se nemiri stopnjevali, je kajzer izgubil nadzor nad državo. 9. novembra 1918 cesar William II. Je odstopil z položaja in odšel na Nizozemsko. 2 dni kasneje, 11. novembra, je Nemčija podpisala premirje. Boji so se ustavili. Nemčija je bila poražena v prvi svetovni vojni, a še vedno je presenetljivo, kako dolgo se je uspela boriti. Bojevala se je proti Franciji, Veliki Britaniji in Rusiji. Kasneje so se pridružile še Združene države Amerike. Prav tako je morala pomagati Avstro-Ogrski in drugim zaveznikom, kadar so imeli težave. Uvoz v Nemčijo je bil blokiran in v državi je prišlo do hude pomanjkanja hrane. Toda vojna je trajala več kot 4 leta, preden je nemški vojni napor dokončno propadel. Zato naslednje pomembno vprašanje ni več, kaj se je zgodilo v Nemčiji. Vprašanje je, zakaj je bila nemška vojska tako močna in tako ji je uspelo tako silovito boriti se. In to bomo raziskali. Eden največjih razlogov, zakaj je bila Nemčija takrat močna, je ta, da se je Nemčija že dolgo resno pripravljala na vojno. Še preden se je začela Prva svetovna vojna, je imela Nemčija že jasen sistem za urjenje, premikanje vojakov in izdelavo vojaških načrtov. Tukaj je pomemben nemški generalštab, to je skupina vojaških častnikov, ki pripravlja velike načrte za vojsko. Izbor je bil strog. To so bili častniki, ki so pripravljali velike načrte. Pri izbiri so upoštevali njihovo usposabljanje, izkušnje in sposobnost sprejemanja vojaških odločitev. Niso samo čakali, da izbruhne vojna, preden so začeli pripravljati načrte. Že so preučevali, kako se bo vojska premikala, če bi se spopadli s Francijo, Rusijo ali obema. Sem spada tudi, koliko vojakov je potrebnih, kam bodo šli in kako jih hitro pripeljati na bojišče. Nemška vojska ima še eno pomembno lastnost. Častnikom je dana svoboda. Na bojišču lahko takoj sprejemajo odločitve, ko se situacija spremeni. Na primer, poveljnik lahko pove, kaj je treba doseči ali narediti. Vendar mu ni treba povedati vsakega majhnega koraka. Častnik, ki je neposredno na bojišču, lahko odloči, kateri je najboljši način za izpolnitev naloge. To je v vojni zelo koristno, saj se situacija hitro spreminja. Če se komunikacija prekine ali se zgodi kaj nepričakovanega, ni treba vedno čakati na nova navodila. Poleg ukazov višjih poveljnikov je pomembno tudi usposabljanje nemških vojakov. Pred vojno je Nemčija uporabljala naborništvo. To pomeni, da je moralo veliko moških opraviti vojaško službo. Po opravljeni službi so lahko postali rezervisti. Rezervist je nekdanji usposobljeni vojak, ki ga lahko ponovno pokličejo v primeru vojne. Zato, ko se je začela Prva svetovna vojna, Nemčiji ni bilo treba uporabiti samo novih rekrutov. Veliko poklicanih rezervistov je že imelo vojaško usposabljanje. Nemška vojska je imela tudi velika vadbena območja, kjer so se lahko številni vojaki urili hkrati.
Tukaj so lahko vadili velike vojaške premike, artilerijsko podporo in premikanje različnih enot. Toda ni dovolj, da imaš veliko usposobljenih vojakov, če se ti ne morejo hitro premakniti na bojišče. Tukaj je imela Nemčija veliko prednost zaradi svojega železniškega sistema. Še pred vojno so imeli podroben načrt, kateri vlak bo uporabljen za vsako vojaško enoto in kdaj bo odpeljal. Zato so lahko, kadar so potrebovali vojake na določenem mestu, hitro vkrcali vojake na vlak skupaj z njihovim orožjem in zalogami. To je bilo zelo pomembno, saj se je Nemčija borila v dveh smerih. Če so potrebovali dodatne vojake na vzhodu proti Rusiji, so jih lahko tja poslali. Če pa so jih potrebovali v Franciji, so lahko nekatere enote premestili nazaj na zahod. Toda moč Nemčije ni bila le posledica dobrega načrtovanja. Bili so tudi zelo prilagodljivi, medtem ko se je vojna nadaljevala. Ko se je boj na zahodni fronti spremenil v jarkovsko bojevanje, je nemška vojska iskala nove načine za napad in obrambo. Ena najpomembnejših orožij v jarkovskem bojevanju je postal minomet. Minomet je majhno topniško orožje, ki izstreli eksplozivno granato navzgor, preden ta pade na cilj. Ker granata pada z velike višine, lahko zadene vojake, ki se skrivajo v jarkih. Nekateri minometi so tudi manjši od velikih topov, zato jih je lažje približati prvi bojni liniji. Nemčija je prav tako obsežno uporabljala težko artilerijo. Imeli so ogromne topove, narejene za uničevanje močno utrjenih trdnjav. Na začetku vojne je bila težka artilerija ključnega pomena, ko je Nemčija napadla Belgijo. Belgija je imela močne trdnjave, ki bi morale ustaviti nemško napredovanje. Toda je Nemčija uporabila izjemno velike artilerijske topove, da je uničila nekatere od teh trdnjav. Ko se je vojna nadaljevala, sta se tudi Velika Britanija in Francija učili ter izdelali lastno, še boljšo artilerijo. Zato ta prednost ni ostala pri Nemčiji, toda tudi nemške taktike so se hitro spreminjale. Ena od težav, ki so jih opazili, je bila, da je preveč vojakov umrlo, ko so poskušali braniti prvi jarek, čeprav je bila sovražnikova artilerija zelo močna. Zato so razvili bolj prilagodljivo obrambo. Namesto, da bi vse vojake postavili v prvo linijo, so obrambo razdelili na več delov. Na prvi liniji je bilo le nekaj vojakov. Njihova naloga je bila upočasniti in zmesti sovražnika. V ozadju je bila močnejša obramba z mitraljezi, topništvom in več vojaki. Rezervne enote so čakale na varnejšem mestu. Če je sovražnik prebil prvo linijo, to še ne pomeni, da je Nemčija že poražena. Najprej bodo pustili, da se napadalne sile izčrpajo in oslabijo. Nato bodo uporabili rezervne enote za protinapad, temu pravimo obramba v globino ali elastična obramba. Preprosto povedano, ni treba braniti vsakega metra zemlje do smrti. Bolj pomembno je, da ostane vojska celovita in napade sovražnika ob pravem času. Ta način se je izkazal za učinkovitega v bojih v poznejšem delu Prve svetovne vojne. Nemčija je razvila tudi nov način napada. Tukaj so postali pomembni tako imenovani jurišni vojaki. Jurišni vojaki so posebej usposobljeni nemški vojaki, ki so jih uporabljali pri zahtevnih napadih. Namesto da bi takoj poslali veliko število vojakov naravnost proti močni obrambi sovražnika, so jurišni vojaki iskali šibke točke. Če je bil močan položaj mitraljeza, ki ga je bilo težko zavzeti, jim ni bilo treba takoj po nepotrebnem žrtvovati veliko vojakov tam. Lahko so ga obšli in vstopili v šibkejši del obrambe. Nato so uničili komunikacijo, artilerijske položaje in oskrbovalne linije za sovražnikom. Ko je bila obramba že v kaosu, je sledila večja nemška sila. Ta način se imenuje infiltracijska taktika. Ni samo Nemčija razmišljala o takšnem načinu bojevanja. Podobne ideje so imele tudi druge vojske. Vendar je bila nemška vojska zelo uspešna pri razvoju, urjenju in uporabi tega v velikih operacijah. Ta taktika je zelo pomagala med nemškimi ofenzivami leta 1918. Nemške sile so prodrle globoko v zavezniške linije in prisilile številne britanske in francoske enote v umik. Toda tukaj so se pokazale tudi omejitve nemške vojske. Prvi prodor je bil zelo hiter, vendar so imeli težave pri dostavi hrane, streliva in artilerije, ko so se oddaljevali. Tako da, čeprav so bile taktike odlične, to ni moglo nadomestiti pomanjkanja ljudi in zalog. Še en velik razlog za moč Nemčije je bila njena industrija. Pred Prvo svetovno vojno je bila Nemčija že ena največjih industrijskih sil na svetu. Močna je bila v proizvodnji jekla, kemikalij, strojev in vojaške opreme. To je bilo zelo pomembno, saj sodobna vojna zahteva ogromno streliva, artilerijskih granat, eksplozivov in drugih zalog.
Toda zaradi britanske pomorske blokade je imela Nemčija težave z uvozom nekaterih pomembnih surovin. Zato so morali najti način, da nekatere potrebščine proizvedejo kar znotraj svoje države. Pri tem je zelo pomagala napredna kemijska industrija Nemčije. Eden najpomembnejših primerov je Haber-Boschov postopek. To je način za proizvodnjo amonijaka z uporabo dušika iz zraka. Amonijak se uporablja za gnojila, vendar je pomemben tudi pri izdelavi eksplozivov. Zaradi tega je Nemčija še vedno lahko proizvajala velike količine eksplozivov, čeprav je imela težave pri pridobivanju uvoženih nitratov. Toda to ni rešilo vseh težav. Čeprav je bila nemška industrija odlična, ni mogla proizvesti neskončnih količin hrane, nafte in surovin. Daljša kot je bila blokada, hujše je bilo pomanjkanje. Zato lahko vidimo, da obstaja velika razlika med tem, da si uspešen na bojišču in sposobnostjo zmagati v celotni vojni. Nemška vojska je bila odlična v načrtovanju, imela je dobro usposabljanje, hiter železniški sistem, močno artilerijo in hitro so razvijali nove taktike, kadar stare metode niso več delovale. Vendar se niso borili sami proti eni sami državi. Soočiti so se morali s Francijo, Veliko Britanijo in Francijo. Kasneje so se pridružile še Združene države Amerike. Obenem je morala Nemčija pomagati Avstro-Ogrski in drugim zaveznikom, kadar so imeli težave. Zato je s podaljševanjem vojne postajalo pomanjkanje virov večji problem kot taktika. Nemčija lahko zmaga v eni bitki. Nasprotnika je mogoče prisiliti k umiku. Morda je nemški poveljnik boljši od poveljnika na drugi strani. Ampak če lahko nasprotnik več let zagotavlja več novih vojakov, hrane, nafte, orožja in denarja, je zelo težko zmagati v takšni vojni. To je najpomembnejši razlog, zakaj je bilo to, kar je naredila Nemčija, impresivno, a je vseeno izgubila. Ne zato nemška vojska ni znala bojevati. V mnogih primerih je pokazala, da ima odlično usposabljanje, načrtovanje in taktiko. Težava je v tem, da vojaške spretnosti niso bile dovolj, da bi premagale vse slabosti Nemčije. Medtem ko so se nemški vojaki in zaloge zmanjševali, so se viri zavezniških sil še naprej povečevali. In ko je leta 1918 prispelo veliko ameriških vojakov, se je razlika še bolj povečala. Na koncu Prva svetovna vojna ni bila le tekmovanje, kdo ima najboljšo vojsko. To je bilo tudi tekmovanje, kdo ima dovolj ljudi, hrane, tovarn, surovin in denarja, da lahko dlje časa vzdrži v boju. In to je bil boj, ki ga Nemčija ni mogla več dobiti.